Sem planiral, da v tale video vam prišel že tako en mesec nazaj, ampak bolje pozno kot nikoli, ne? Torej, tole je moj Hyundai SQP Turbo, letnik 1993 in po vseh podatkih, kar sem jih našel, je tale edini v državi. Izkazalo se je, da eno majhno število SQP-jev v Sloveniji sicer obstaja, ampak tale je edini turbo. Sem glih kar nekaj opazil. Moj bog. Tu je kakor una egipčanska pisava, kaj je že ta prava beseda. Kupil sem ga kak mesec nazaj in od takrat je veliko večino časa stal in tukaj so moji izgovori. Tale SQP, čeprav je bil Halo avto svoje znamke, dejansko ni prišel s klimo. Moj bog, tle mora biti tako 1000 stopinj. Ampak avto ima šibe, moj bog, spekel sem se. Ta video bo nadpovprečno kaotičen, zaradi tega, ker bo skupek nekih klipov, ki so bili posneti že kak mesec nazaj, pa tega, kar snemam zdaj. Ampak celoten point videa je, da bo SQP dobil ljubezen, ki si jo absolutno zasluži. V tem mesecu se je zgodil marsikaj, vključno s tem, da je moj Samsung crknil, tako da zdaj snemam z iPhonom. Ampak glede SQP-ja ste pa tukaj dva zanimiva updata. Začnimo z originalnimi SQP Turbo Feltnami. Zelo kmalu zatem, ko sem objavil prejšnji video, me je kontaktiral gospod Peter in kakor se je izkazalo, je tale avto on zelo dobro poznal. In kakor se je izkazalo, tale avto ni imel toliko enostavnega življenja, kakor sem originalno sklepal. Leta 2000 je tule res bil eden izmed 37 turbo SQP-jev, ki so se vozili po slovenskih cestah, ampak nisem si pa mislil, da ga je doletela ista usoda, kakor praktično vse ostale. Avto je šel dol z ceste. Tale avto je okoli leta 2013 bil parkiran na nekem makadamu v okolici Ptuja in tam je v zelo bogem stanju stal eno kopico let, dokler ga ni opazil točno gospod Peter. On je ta avto komplet razstavil in mu s tem dal drugo življenje. Mašina, podvozje, sklopka, pač dejansko je avto generalno obnovljen. Tako da tu je glavni razlog, zakaj je ta avto v tako lepem stanju, čeprav so praktično vsi ostali primerki nažalost že zdavnaj nehali obstajati. Je pa tudi on rekel, da so mu ga takrat zelo slabo pobarvali in iskreno, glede na tule, ja, se vidi. Dal mi je tudi tele lepe, originalne 14-colske alu feltne, ampak nažalost se je ena čez leta zgubila. Čeprav, iskreno, s telemi, ki so trenutno na avtu, ni čist nič narobe. Tele feltne so z prve generacije Hyundai Coupeja in dejansko so mi všeč. Ampak gume imajo pa en zelo velik problem. Ko je tu videl Continental, so se odločili, da bodo mičkem pomagali. Tule je ganz nov set Continental Ultra Contact gum, ki bodo v sklopu tegale videa šle na avto, tako da bo končen izpraven. Ultra Contact imam kar par mesecev tudi že na svoji Fiestici in moram reči, da sem s tole gumo res zelo zadovoljen. Zdaj bomo pa skočili mičken nazaj, zaradi tega, ker je takoj, ko je tale zadeva prišla domov, rabila en poseg. Veš kaj, dosti je bolj krhek moderni avto in pol in ne vem, ali je normalno, da kakšne take hecne zvoke proizvaja, ali če bo razneslo vse skupaj. Določene lonce so takole včasih vsekali lokna, ampak to je moraš z žebljem. Zakaj? Kaj, da je bil bolj glasen? Ne, z žebljem moraš zato udariti, ali pa z neko tako konico, da ti potem ne rjevi, ker za gorene noter udariš pleh pa noter in se ti poj kondens ven. Aha! Da noter ne gneje. Ok, zdaj imamo unikatno priliko se malo sprehoditi pod avtom, da vidimo, v kakšnem stanju je dejansko in mislim, ja, absolutno je in tudi pregovi, mislim, so videli boljše dni, ampak za 33 let starega avta, ki je bil znan potem, da je ful rjavel, ja, se mi zdi, da na neki točki je bilo tule že mičkeno obnovljeno, pač v bistvu spodaj, saj vidiš v bistvu, kaj je originalno, pa kaj ni, ampak dejansko se zdi v redu, pa zdaj, ko bo olje zamenjano, bom avto lahko tudi vozil brez slabe vesti, česa se ful veselim. Kaj pa tule? Šrauf? Misliš, da je tukaj pomembnega?
Drugače sem se pa na tej točki tudi hotel zahvaliti avtoservisu Resman, zato ker jaz tukaj res hodim že leta, tudi preden sem snemal videe in zmer so korektni, zmer naredijo dober in mislim, da je dobesedno me je zdajle sprejel, čeprav ima ful veliko gužvo, tako da hvala lepa, priporočam. Dobro, da tale video snemam zdajle, ki je zunaj 85.000 stopinj, ampak danes bo vredno malo potrpeti po teli vročini, ker si gremo pogledati en kar zanimiv avto. Moram priznati, da se odlagalnih površin ima pa tale Hyundai kar ene par. Nas je obvezno dan, da evo ga, odpremo tole. Dejansko pomaga, jaz sem bil presenečen. Si bi rekel, da je tole cold start, ampak po moje mašina že sama po sebi na delovni temperaturi. S telim avtom, ki ga gremo zdajle pogledat, se mi zdi, da bo tudi kontekst S-kupeja rato mičken bolj jasen. Prav slišiš, koliko je mašina bolj srečna, zdaj, ko je bilo ole zamenjano. Ta servis je res naredil ogromno razliko in zdaj, ker lahko avto tudi mičken bolj pohodim, čutim, koliko je tu v resnici old school turbina. In začne grabiti in grab. Je pa biti za volanom S-kupeja nora cool. Pa ne samo zaradi tega, ker je avto res banalno redek, ampak tudi zaradi tega, ker je tudi tip avta, kjer ti ni treba, da greš hiter, da si prisoten pri vožnji, da uživaš. In v bistvu nas tu vrhunsko pripelje do tega avta, ki ga gremo zdajle pogledati. Tule je še ena taka zanimiva, redka, azijska, rdeča zadeva iz zgodnjih 90-ih. Čeprav tale je en let mlajši, letnik 94. Tale avto, ki sem zdajle prišel posnet, ker je na 52-ki, tu je seznam 52 avtov, ki jih res hočem voziti in posnet v letu 2026. In na njim je bil tudi originalen Swift. Jaz bom rekel tako, jaz še nisem vozil japonskega avta starejšega od 20 let, ki bi me razočaral. V bistvu me na S-kupeja spominja kar glede ene par načinov. Sama postavitev, 5-stopenjski ročni menjalnik, čeprav imata presenetljivo oba dva servo, ampak če sem čisto iskren, sem mislil, da sem prišel posnet Swifta GTI. Sam sem pol ugotovil, da Swift GTI nikoli ni bil na voljo v cabrio verziji. Tukaj spodaj je v bistvu 1,3 litrski atmosferc z tam okoli 70 konji. Je pa tudi ta avto absurdno lahek in za voziti je v bistvu ful v redu. Tu mi je sicer težko priznati, ampak pele se občutno boljš kakor Hyundai. Ampak moramo počakati, da S-kupe dobi gume, ki so bile narejene to desetletje. Končen je napočil dan, kjer bo S-kupe dobil namontirane tele nove Continental Ultra Contact gume in glih dan sva z bratom testirala zavodno pot tehle 17 let starih gum in oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the medtem, ko S-kupe dobiva nove čevlje, pa dovolj, da ti povemo sponzorju tega posnetka, ki je, kakor se šika, Continental. Turbo bo dobil Ultra Contact, ki je odlična guma, predvsem po mokrem, pa tudi zelo vzdržljiva je. Continental pa itak kot firma daje ogromno navadnosti in zaradi tega do konca avgusta poteka break kampanja. V komentarju imaš link do Continentalove spletne igrice, kjer lahko testiraš oprijem na 3 različnih podlagah, tako s Continentalovimi, kot tudi z nezanesljivimi pneumatikami. Moj najboljši rezultat do zdaj je bil 62,9, ampak bo pa 50 z najboljšim rezultatom oktobra povabljenih na Continentalu vozniški dan z Jurajem Šebeljem pa Andrejem Jerebom. Tako da stisnite link v komentarju pa preverite svoj oprijem. Oh my God! Zdajle gremo pa s turbotom prvič na avtocesto. Tu hitro ga še nisem pelil, tako da bomo videli, kako se obnese pri višji brzini. 4-tažen obrato pri 130. Volan pa res ne daje nobene samozavesti.
Se mi zdi, da bomo mogli še enkrat iti na optiko, zdaj, ko smo gume zamenjali. Smo pa na avtocesto šli z razlogom. Turbo. Zakaj ima to turbo gor? Zato je kaj turbo, Matic. Kako je pa to velik turbo gor? Najmanjši turbo, kar si ga kdaj videl. Jaz sem videl že nekaj najmanjšega. Tukaj se začne pol. Ja, tle sem videl, da je en pač nekaj delov, pa nekaj tudi brusel. Barva je slaba, od toče je, pa včasih crkne, drugač je pa tip-top. Shitbox life. Evo mene. In lej ti to. Teh poškodb od toče. Takih stvari ni videl. Od krušenega laka ni videl bavrovanja z ščopičem ali pa kakor so oni, neandertalci. Tako roko pa barvo pa. In zato tudi ne videl vseh teh hologramov. Tega odpadanja barve. In takih stvari. Jaz res probam vsakič narediti maksimum za avto. Ampak pri temu žal zaradi samega stanja laka ena perfekcija ni mogoča. Sicer takole ne vem, če se bo videl. Ena malenkast se bo. Tle se vidi, da so luči tako bolj jasne, tle je vse meglen. Takole se pa bo videla razlika. Evo, vidimo te haze linije, to je od hologramov, od predhodnega poliranja, pa ful teh malih prask. To je nekako to, kar se da. Bolj rdeč je, malo bolj vse svet, zdaj le damo gor še eno omejeno serijo KCC keramike. Zdaj, ko ga gledam tlele malo na soncu, pa takole malo bolj daleč, pa se je mogoče ne zgleda tako slabo, no. Oh, wow. Še ti mojo reakcijo posnel. Pa ne pozabite pofollowati Kosmač Car Care po Instagramu, Facebooku, TikToku, pa ne vem, če ima še kaj drugega. V glavnem, SKP zdaj izgleda ful lepš, bolj se pele in ja, je dobil mičken ljubezni. Dobesedno 24 ur po prejšnjem klipu sem pa dobil eno priliko, kaj nisem mogel reči ne. In nažalost to pomeni, da bo turbo v kratkem nas zapustil, ampak dobil je ljubezen, gre se za zelo poseben, lep avto in vesel sem, da sem nekaj cajta ipak imel privilegij preživeti z njim. Poskrbel bom, da bo šel v dober dom, te pa ful hvala, ki si pogledal do konca.